To poletje smo v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah za otroke pripravili prav posebno šolo. Poletno šolo kreativnosti, ki je potekala v 4 terminih s pričetkom 27. julija 2009. Namen te šole je bilo spodbujanje ustvarjalnosti, kreativnosti in neformalnega in zabavnega učenja angleškega jezika. Animatorji so vsak dan v tednu od ponedeljka do petka tematsko razporedili. Ob ponedeljkih so potekale ustvarjalne delavnice, kjer so otroci izdelovali nakit, izdelke iz recikliranih materialov, uživali pa so tudi v abstraktnem slikanju, v poslikavah telesa. Torki so bili športno obarvani. Ob lepem vremenu smo odšli na pohod, če pa je deževalo, pa v športno dvorano, kjer ni manjkalo zdrave tekmovalnosti ob športnih igrah. Ob sredah je bil dan pozitivnih vibracij, ker so otroci uživali ob presenečenjih naših animatorjev, kot je na primer bruhanje ognja, hip-hop ples in seveda sladkanje sladoledom. Urili pa so se tudi v risanju s kredo in v vrtenju mažoretne palice. Ob četrtkih smo skočili na bazen, kjer ni manjkalo zabavnih vodnih iger. Ob bazenu pa so veselo pokali vodni baloni. Petki so bili namenjeni medkulturnemu druženju, kjer so naši evropski prostovoljci predstavljali svoje države in njihove značilnosti, kot so tradicionalni ples, petje in tradicionalna hrana. Otroci so se za nekaj časa z mislimi predstavili v državo Rusijo, Makedonijo, Dansko in Anglijo, na koncu pa še v Afriko in Indijo. Ob zaključku tedna je vsak otrok prejel diplomo poletne šole kreativnosti. Vsak petek zvečer smo imeli predstavitev za starše, kjer smo s slikami in kratkim filmom prikazali razigranost naših nadebudnežev. Starše in otroke pa smo pogostili s tradicionalno hrano predstavljene države. Vsak teden je bilo prijavljenih približno 25 veselih in razigranih otrok, ki so se z nami neizmerno zabavali. Odziv je bil odličen in naslednje leto si želimo, da bi ponovili ta uspeh prve poletne šole kreativnosti. Za zadnji petek poletne šole kreativnosti smo pripravili indijski dan, ki ga je predstavila evropska prostovoljka iz Anglije. Otroci so najprej narisali nekaj, kar jih je spomnilo na besedo Indija in pustili domišljiji prosto pot. Potem so pogledali nekaj slik iz potopisnega predavanja po Indiji. Ko so že dobili pravo sliko Indije, so si dekleta izdelale pisane rutice oziroma šale, fantje pa indijska pokrivala. Na vrsto je prešla tudi tradicionalna poslikava rok z indijskimi vzorci, ki je v Indiji zelo priljubljena. Pogledali pa so si tudi posnetke iz znanega Bollywooda. Kot vsak petek zvečer imamo tudi tokrat predstavitev za starše, kjer s slikami in kratkim filmom prikažemo razigranost naših nadebudnežev, starše pa pogostimo s tradicionalno hrano predstavljene države.